Področje sodstva bo zagotovo v tem mandatu, odnosno prihajajočem mandatu, eno tistih, ki bo moralo, glede na stanje, v kakršnem smo, imeti poseben poudarek. Vi veste, da v tem mandatu smo počeli z odpravo tako imenovanih sodnih zaostankov. Mi vidimo nadalje tudi pomembne spremembe na področju tehnološke posodobitve sodstva. To je eden od zelo pomembnih poudarkov. Seveda vidimo tudi spremembe na področju reorganizacije sodstva. Kar se tiče zakonodajnega dela, pa naj povem, da poleg sprememb, ki so bile narejene v tem mandatu, načrtujemo spremembo zakona o kazenskem postopku, odnosno praktično nov zakon o kazenskem postopku, spremembe na področju zakona o pravdnem postopku in pa zakona o izvršbi in zavarovanju. Vse spremembe od prve do zadnje pravzaprav grejo v eno samo smer. To je smer poenostavitev in pa smer krajšanja sodnih postopkov. Tudi sam ne naredim en pogled na današnje opozicijske programe, zlasti mi je padel nekako v oči program SD-ja, kjer seveda poudarjajo na neodvisnosti in še enkrat neodvisnosti sodstva. Mi se tega ne zanikamo, to potrjujemo, vendar jaz ne najdem v teh programih nič konkretnega, kako nadaljevati, z zmanjševanjem sodnih zaostankov. Čudi me, da ne vidijo vse tehnološke, informacijske in vse ostale zaostalosti sodišč, odnosno stvari na tem področju in še mnoge druge zadeve. Mi ponujamo zelo konkretne, oprijemljive stvari, ki jih pač podkrepimo številkami. Toliko z moje strani.